Za nami je še eno leto, ki je bilo vsekakor polno izzivov, novih izkušenj, učenja, povezovanj, skrbi, tudi te pridejo zraven, a zagotovo je bilo tudi zelo veliko veselja. Predvsem pa je za nami še eno leto, ki je bilo zelo bogato s kulturo. Valvazorjeva odličja, ki jih podeljuje Slovensko muzejsko društvo, nas vsako leto znova spomnijo na izjemno moč in pomen muzejskega dela. Izpostavijo in počastijo posameznike, skupine ter muzejske projekte, ki pomembno zaznamujejo strokovni, raziskovalni in ustvarjalni utrip muzejske dejavnosti v Sloveniji. Kulturna dediščina ni le spomin, temveč je srce. Je srce, ki utripa v muzejih, zbirkah in ljudeh. In tudi muzeji danes niso zgolj prostori, kjer se ohrani preteklost, temveč postajajo živahna središča interpretacije, raziskovanja in dialoga z javnostmi. Prejemniki letošnjih odličij so svojim delom ponovno pokazali, kako pomembno je iskanje novih poti za prepletanje preteklosti z sedanjostjo. Inovativni pristopi, ki jih uporabljajo pri predstavitvi dediščine, obiskovalce nagovarjajo na več ravneh ter dokazujejo, da je muzejsko delo še kako dinamično, spremenljivo in v nenehnem dialogu s svetom okoli nas. Komisija za Valvazorjevo odličja, ki se je letos še zadnjič sestala v trenutni sestavi, je tudi tokrat imela polne roke. Prispele vloge je podrobno pregledala in preučila ter odlično, odločno in strokovno opravila svoje delo. Članicam in članom komisije se ob tej priložnosti zahvaljujem za opravljeno letošnje delo, hkrati pa tudi zelo velika zahvala za vso opravljeno delo v preteklih letih, kajti verjemite, dela ni bilo malo. Današnji dogodek je tudi priložnost, da se zahvalimo tistim, ki vsak dan gradijo mostove med preteklostjo in prihodnostjo, kot tudi tistim, ki pomagajo pri gradnji. Dovolite, da se na tem mestu v imenu Slovenskega muzejskega društva posebej zahvalim še oblikovalki in ilustratorki Ireni Nubanc, ki je v dar muzejski stroki Valvazorjevim diplomam nadahnila novo življenje. Njena umetniška roka je listina podarila svežino in obenem spoštljivo nadaljevanje tradicije. In kako krasna je nova podoba, bodo kmalu lahko videli tudi letošnji nagrajenci. Za konec dovolite, da v imenu Slovenskega muzejskega društva čestitam še vsem letošnjim prejemnikom odličij ter vsem nominirancem za njihove projekte in pomemben doprinos k razvoju muzejev in muzejske stroke. Naj bodo ta priznanja spodbuda za nadaljnje delo in ustvarjanje v službi muzejev, kulture, dediščine in družbe. Hvala, gospa Seje. Uvodni mislim vabim Matejuša Čehka Pitlarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo. Drage kolegice in kolegi, veseli me, da sem pozdravljen na Ministrstvu za kulturo kot kolega eno pomembnih strokovnih skupnosti, ki
nadomestil kulturni sistem kot institucije, ki imajo namen kakršnega izražanja s svojim programi in svojim delom, ki bo odprl možnosti za vaše široko sodelovanje med seboj, mednarodno, z institucijami in organizacijami na drugih področjih, ki bo formaliziral stvari, za katere si že dolgo želite, da bi bile formalizirane v smislu tega, kar počnete z zbirkami in z dediščino, ki bo skratka ne zakon, ki le vzpostavlja nove definicije in ki vzpostavlja nove zahteve, ampak ki bo zakon, ki bo vzpostavil eno odprt okvir za vas kot institucije, ki ste odprte in stremite k odprtosti. Tega se vsi želimo in mislim, da je to tudi tisto, kar izražajo danes nagrajena dela. Seveda nas čaka še nekaj korakov, da bo ta zakon v končni fazi sprejet, ampak naj poudarim, da zakon je zakon. V končni fazi ste ljudje tisti, ki gradite muzeje in ki zakone uporabljate in na podlagi katerih se stvari potem v življenju dogajajo in na podlagi vašega dela obiskovalci občutijo tisto, kar lahko v muzejih doživijo. Mislim, da še posebej pomembno, da ste muzeji po eni strani institucije, ki imate zelo jasne naloge ohranjanja, varovanja, predstavljanja dediščine, ampak po drugi strani ste institucije, ki ste zelo odprte v smislu dostopnosti za ljudi, za obiskovalce, ampak tudi v smislu tega, da ohranjate in predstavljate dediščino na 100 in en način, da ste inovativni, da ste eksperimentalni, da ste ustvarjalni in da s tem kažete pot tudi mnogim drugim na drugih področjih. Zato vsem skupaj čestitke vašem mednarodnem prazniku, posebej pa čestitke vsem nagrajencem za vaše delo in želim vam še veliko uspešnih in dobrih projektov tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Slavnostnemu nagovoru zdaj vabim lanskoletno Valvazorovo nagrajenko za življenjsko delo Vereno Perko, muzejsko svetnico, doktorico arheoloških in muzeoloških znanosti, predavateljico, publicistko, pesnico in predvsem strokovno kritično muzealno. Spoštovani kolegi, dragi prijatelji, zakaj pravim kolegi? Zato, ker kolegi si večkrat kakve stvari ne povemo naravnost. Prijatelji, zato ker verjamem, da prijatelji cenimo odprtost. Zelo, tako, zdaj že lani je pravzaprav, ko sem vedela, da me čaka ta nabon, je Andrej, bo naslednji za mano, doktor Andrej Smreka rekel, glede, boš kratka, že lani me razveril. Pa tudi, če se spomnite, Julij Cezar je rekel, kdor ima kaj povedati, je kratek in je drnat. Ojoj, ampak Marjetka, predsednica naše komisije, gre nekaj lepega povej. Ne bo bilo nič drugega, kot da združi, ne bo staro latinsko, ne? Tukaj, et, utile, povej nekaj na lep način, kar bo koristnega, da se bomo nekaj tega naučili. Namreč, če se spomnite, Žorž Rivier je davnega 70. leta rekel, dobri muzeji se ločijo natančno po temu, ne koliko jih število obiskovalcev, ampak kaj so se obiskovalci v muzejih naučili. In jaz upam, da boste vzeli ta moj nagovor točno tako, ne? V razmislek, v en dober, odprt pogovor med prijatelji. Naj začnem, seveda nič ne vidimo, kaj tam. Ja, to zapresle sabo. Zadnjič v Italiji šla na luštrana knjigica, to je zdaj pri njih tiskajo, Italijanih je 62 milijonov tega njih, ampak knjižnica mi je res, naslov je namenjenje muzealcev. Ne to,
mi res oprostite, samo smo rekli muzealnost, muzealizacija in moram našteti, da bom razložila, zakaj muzealija. Muzealnost je družbena vrednota predmeta, ki ga prepoznamo v izvirnem kontekstu iz življenja, ga iztrgamo, odvedemo v muzej zaradi njegove vrednote, lastnosti, če hočete na nek način. In ga za postopkom muzealizacije, muzej je poln predmetov, poln zbirk, a so vsi inventarizirani? Ne. In kako so inventarizirani? Bom rekla, z postopkom, ki je standardiziran, mednarodno. Če pogledate recimo priporočilo UNESCO muzej. In naprej, kaj to pomeni? Postane muzealija. Muzealija ni nekaj, kar je vse ostali predmeti, ima poseben status, recimo nekakšna aristokracija, hierarhija. In še dve ključni besedi sem potem spoznala za strani, seveda predvsem te študija v Zagrebu. Interpretacija in komunikacija. Muzej je postal medij. Zakaj? Zato, ker za preučevanje muzealnosti preučujemo odnos do človeka. Stene muzeja so parte, dediščina je ena sama. In tukaj, če pogledamo, interpretacija je ključna, pripovedujte zgodbe. Kako je že rekel, brkljeno upadli. Dajte zgodbe povedati, ljudje komunicirajte, povežite se s svojo publiko, z javnostjo. In prišla sem še do drugega ključnega momenta in izraza. Dediščinska skupnost, ki ga je FAO konvencija pred 20 leti z slovenskim, tudi slovenskim znanjem, to je Evropski svet je priporočila, ki ga je napisal o vrednosti kulturne dediščine, in glavna beseda je dediščinska skupnost. Zakon ne more več sam varovati, je temelj, ne more varovati, varujemo lahko skupaj, kot vrednoto, ne kot vrednost. Vredne so nogavice, kaj kupiš v trgovini. In grem zdaj, kaj ti stane, še nekaj, to je pa mislim, da je bistveno, ki vzpostavljamo etični odnos v tej komunikaciji do drugega. Muzej je ta čarobni prostor, rekel profesor Kastelic, kjer se vzpostavlja osebni odnos do preteklih generacij, ne do predmetov, do predleglih generacij, do sedanjih in prihodnjih, do drugega, v drugem prepozna samega sebe in pozna svoje šibkosti. Levinas, ste prepoznali, Emanuel Levinas, Se pravi, da sem odgovoren v muzeju, me uči, da postanem odgovoren v skupnosti. In zdaj gremo takoj še naprej empirični preizkus. Super, vsi smo se veselili muzeja. Kolikrat sem govorila o tem na svojih govorih, da vem čemu in naprej in tako dalje. In dajmo pogledati. Muzej je prišel konec decembra, to danes se ga prebiramo. In zdaj bomo pa zdaj empirično pogledati, kaj vzdrži naše veselje. Ali imamo notri besede, tiste, ki so ključne in temeljne. Muzealizacija se pojavi enkrat, potem smo rekli, kaj smo še rekli, muzealnost, muzealija, interpretacija, identiteta, vrednota, dediščinska skupnost, kaj še? Muzej meni, Zdaj pa gremo tam, tako kot tisti šolarčki, berem, in oprostite kolegi, ne se toliko stara, jaz lahko povem po pravici, ma ne razumem nič. Kaj narobe? Jaz pa šla domov, pa rečete, Boga Berkova stara, ja ne razumem, priznam, sem arheolog, cenim starost. Ampak, rekla, počutim se res, kot tisto posluham nazaj. In da pa ne zaključim še eno zgodbo. Kaj so temelji muzeja? Doktrina je naša sega v renesansu vsaj 200 let nazaj. To so naši temelji, se vsi strinjamo. Je drugačen nas muzej kot je hrvaški, italijanski, velja, eno parki, muzej je naš, dediščina je naša. Na svoj način jo varujemo in to je naša pravica in dolžnost. In rekli ste, se pravi, temelje moramo spoštovati. Teorija, ki nam da
In ključno vprašanje, kdo je volk? Ima ime. Imenuje se kapital. Razmislite, preden se boste vselili v hiše brez temeljev, v hiše brez sten in brez streh. Vprašam samo še to. Kdo bo sprejel odgovornost, če se bojo te hiške sesedle? Hvala še enkrat za nagrado, za priznanje. Mnogi mi je bilo vse, in sem rekla, da sej celo leto, da nas zdaj tukaj malce greje, upam, da me še bo vaše zaupanje. Velika priložnost, da vam
prejemnik Valvazorjeve nagrade za življenjsko delo v minulem letu. Vabil ga slavnostno nagrado. Spoštovane kolegice in kolegi, še posebej današnji nagrajenci, ki vam naprej čestitam za priznanja, spoštovani gostje. V svojem nagovoru bom kratek in ne prav slavnostno. Z vami želim deliti nekaj opažanj v sedanjem zgodovinskem trenutku, ki je tako kot za ves svet prelomen tudi za muzeje in njihovo dejavnost. 3 vrednote, ki še posebej zavezujejo muzeje in muzejsko delo, etika, modrost in inkluzivnost, so namreč 3 žrtve politike pri nas in še kjer drugje prav tako. Etika. Poslanstvo muzeja je posredovanje vrednot. Seveda je naše poslanstvo zbiranje in nega kulturno-reprezentativnih predmetov, ki jih muzejska interpretacija oblikuje v identiteto prostora in časa. Vendar interpretacija muzejskega predmeta osmišlja zbiranje, zato šele naša interpretacija posreduje vrednote in nam s tem nalaga veliko družbeno odgovornost. Ne sprašujemo se, čigave so te vrednote, temveč katere so. V našem dnevnem političnem diskurzu, ki mu ne moramo pripisati posebne izvirnosti, so vrednote v nenehnem konfliktu. Še več, politika ustvarja vtis, da ima vsaka vrednota in vsak argument enako težo in jim zato demokracija mora zagotavljati pravico do obstoja. Ustvarja kontradikcijo med načelom horizontalnosti demokracije in načelom vertikalnosti, to je hierarhičnosti vrednostnega sistema. Politika družbeni diskurs z neznosno lahkotnostjo poenostavlja soočanje enakovrednih argumentov, podprtim s trgovsko logiko, ki etiko prodaja za korist in se namesto etično utemeljeni presoji zateka k sili. Moralna kriza je posledica nepripravljenosti, danes govorimo o družbi v moralni krizi, ki pa je ne moremo enačiti s krizo etičnih vrednot. Moralna kriza je posledica nepripravljenosti, da svoje ravnanje v vsakem pogledu podredimo etičnim vrednotam in da nenehno iščemo ravnotežje med občim dobrim in posameznikovo svobodo. Zato potrebujemo zadostno mero modrosti. Kaj bi vsem tem preostalim muzejem in muzejskim delavcem? Nič drugega, kot vztrajati pri poslanstvu muzejskih institucij. Muzej mora s svojim delovanjem ne le posredovati vrednote skozi vsebine svojih projektov, temveč ustvarjati zgled z načinom svojega delovanja. Največ, kar lahko naredimo, je red v lastnih hišah, tisti del nalog, na katere po strokovnih izpitih radi malce pozabimo, samodoslednost, učinkovitost, navznotraj povezanost muzejskih inštitucij lahko zagotovijo odpornost, ki jo zahteva današnji čas. Modrost, ki se ji korist redko umakne, moramo vzdrževati sami. Inkluzivnost. Inkluzivnost je ena tistih univerzalnih in demokratičnih vrednot, ki jo je svetovna muzejska skupnost v zadnjem času še posebej izpostavila. O njej bi vam kolegica Verena Perko lahko predavala ure in ure. Inkluzivnost je sicer vgrajeno muzejsko delo, pa je v bistvu hkrati nikoli zaključen projekt. Terja disciplino, da nenehno upravljamo ideološke slepe tege, da bi dosegli vse družbene skupine in posameznike in da bi se vsi ti videli v muzeju. Naše poslanstvo presega delitve in ločevanja, ki so orodja trgovanja z interesi v dnevni politiki. Prav zato je inkluzivnost danes na usodni preizkušnji. Novejši razvoj dogodkov, ki je združevalne in muzejske ustanove soočil skoraj nerešljivo dilemo, je razlog za skrb. Družbene delitve je ameriški predsednik Donald Trump podprl z ukinitvijo subvencij ustanovam in projektom, ki promovirajo inkluzivnost. In tako ločevanja in delitve vpeljal uradno politiko najmočnejše države na svetu. Njegov zgled so pozdravili zaenkrat samo v nekaterih državah, a je tudi pri nas slišati glasov odobravanja. To je dejansko paradoks, se je predsednik Trump s tem samo podaril pomen
modro dolgujemo konceptualno zasnovo razdelitve področij delovanja posameznih organizacij. Sam se je posebej posvečal ikomu, spodbudil tudi temeljno razumevanje razmerja nacionalne do mednarodne organizacije in mu oblikoval organizacijsko strukturo. Poskrbel je prvi prevod ikomovega kodeksa muzejske etike. Na prelomu stoletja smo tedaj poskušali pripraviti nacionalni kodeks etike in Gregor Mudry zagovarjal stališče, da je bilo v smislu lahko samo prilagajanju ikomovih načel lokalnim družbeno-zgodovinskim pogojem. Saj je namen dokument rezultat samo najbolj splošnega konsenza raznorodnih dediščinskih tradicij. Ta neoresničena naloga je postala aktualna in naravnost nujna spet v zadnjem času. Zaostrenje pogojev delovanja muzeja bo izvedba te naloge bistveno pripomogla odpornosti nosilcev muzejske dejavnosti. Druga takšna naloga s podobno zgodovino je digitalizacija. Gregor Mudry je prav tako eden od ključnih dejavnikov pri pripravi nabora osnovnih podatkov za identifikacijo muzejskega predmeta. Zdi se, da njenega smisla in pomena tedaj nismo prav dobro razumeli, kaj iz današnje perspektive je v tem priročniku zasnovana schema za zajem podatkov iz podatkovnih baz posameznih specialnih muzejev. Namesto tega smo razvijali novite programe za celotno muzejsko področje. Danes potrebujemo modrost, ki nam bo omogočila ustvariti učinkovita orodja prilagojena za posamezne muzeje, s katerimi bo omogočen zajem identifikacijskih podatkov v muzejski javni službi. Ali premoremo modrost za združitev že vloženega dela v skupni napor in zaključimo predolgo opletajoč projekt digitalizacije. Včasih se je zdelo, da stanovske organizacije izgubljajo svoj pomen in smisel. Vendar v pogojih sedanjih družbenih sprememb in negotovosti še vedno zagotavljajo okvir za sodelovanje in združevanje naporov stroke za uresničevanje skupnih ciljev. Dovolite mi, da se zahvalim vsem, ki vlagate svoj čas in energijo v življenje muzejskih organizacij in muzejske stroke. Prepričan sem, da današnji čas ponuja novo priložnost za dvig njihovega uspeha in poslej da je noben napoved več za njihovo krepitev. Kadar čez gozdove rjavove vihari se drevesa korenin zavdu. Hvala. Hvala, dr. Smrekar. Zdaj pa nas že zanima, kakšno je bilo letos delo Komisije za Valvazorjeva odličja. Besedi vabim predsednico komisije, magistro Marjetko Vagovec-Debevec. Še prijazen pozdrav z moje strani. Cenjeni gostje, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, drage kolegice in kolegi, veseli me res iskreno, da se ponovno v tako lepem številu zberemo tukaj v Narodni galeriji in dajemo poklon sijaju muzejske stroke, našim Valvazorjevim odličjem, ki s svojimi koreninami segajo že v leto 1971. Najprej zahvala obema cenjenima govornikoma, ker mislim, da s tem dokazujemo, kako bogat je naš muzejski svet. Da imamo toliko modrih ljudi, pa če se pišejo modr ali ne, in da premorejo toliko zanimivih misli, o katerih lahko razmišljamo tudi kritično in se potem marsikaj novega naučimo. Veseli me tudi, da današnjo slovesnost bogati odličen dramski in filmski
izborom končuje delo naše 7-članske komisije. 4 leta smo skupaj delovali z Jano Babšek, kustosinjo in še do novega leta direktorico Tržiškega muzeja, zdaj pa že Gorenjskega muzeja, Natalijo Štular, muzejsko svetovalko, Slovenski planinski muzej, Komisavski muzej Jesenice, dr. Blažem Urnikom, muzejskim svetnikom iz Mestnega muzeja Ljubljana, MGML. Že 2 mandata smo bili pri tem delu skupaj z Marjeto Bregar, muzejsko svetovalko iz Dolenjskega muzeja Novo mesto in dr. Karlo Roder, muzejsko svetnico Muzej Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej. Že 10 let pa pri delu komisije sodelujeva z magistrom Mihom Mlinarjem, muzejskim svetnikom iz Tolminskega muzeja. Skupaj sva, Miha, uredila tudi 8 knjižic Valvazorjeva odličja in pripravila prispevke za revijo Largo. Dragi Valvazorjevci, tako si namreč rečemo med sabo, mislim, da je prav, da tudi javno na tej slovesnosti izrečem zahvalo za vse vaše predano delo, vse konstruktivne razprave in za prijeten, spoštljiv medosebni odnos. Člani komisije smo v tem mandatu prenovili pravilnik delovanja komisije, uvedli nekaj sprememb in novosti med nagradami ter pripravili nove prijavne obrazce. Ker smo imeli pri svojem delu priložnost opazovati napredek, novosti in svežino muzejskih in galerijskih razstavnih projektov, tudi komisija svoje delo zaključuje z novo, svežo oblikovno podobo knjižice Valvazorjevih odličij, diplom in spremljajočih tiskov, kot je bilo že omenjeno, delo oblikovalke in ilustratorke Irene Gubanc. Novo oblikovno podobo oblikovalka podarja nam, muzealcem, in se jo ji za to tudi jaz najlepše zahvaljujem. Valvazorjeva odličja so najvišja potrditev kakovosti muzejske dejavnosti pri nas, zato ne preseneča, da število prijav iz leta v leto narašča. V 4 letih je na razpis za Valvazorjeva odličja prispelo čez 100 pošiljk. Komisija je prav vsako od prijav tehtno preučila, o njih je razmišljala in razpravljala. Največ projektov je bilo v kategoriji Valvazorjevih nagrad za enkratne dosežke, tudi letos jih je bilo največ, kar 15 kakovostnih predlogov v tej kategoriji. Skladno s pravilnikom smo lahko izbrali le 3, enemu pa namenili priznanje Valvazorjev nagrad. Imena vseh nagrajenk in nagrajencev bodo predstavljena v nadaljevanju današnje slovesnosti, na tem mestu pa le povzemam temeljne ugotovitve ob posameznih sklopih nagrad. V letu 2023 je bila vpeljana kategorija Slovenski muzej leta, namenjena muzejem, ki izstopajo z določenimi projekti ali s celotno muzejsko ponudbo, z nagrado pa se še dodatno promovira vloga muzeja. Letos so nas razveselile prve prijave 3 odličnih muzejev. Prejemnik je lahko eden. V 2 mesecih aktivnega dela smo si ogledali nominirane projekte, pri katerih je bil pogled še možen in podrobno preučili prejeto gradivo. Prav povsod nas je navdušilo predano in strokovno delo kolegic in kolegov v muzejih in galerijah. Hvala vam, cenjene kolegice in kolegi, za prijetna srečanja in za priložnost, da smo lahko vstopali v zakulisje priprave razstav, zato, da ste z nami delili razmišljanja, dileme in načrte. Muzejsko skupnost bogatijo tudi posamezniki, ki jim Slovensko muzejsko društvo podeljuje častno Valvazorjevo priznanje. Muzejsko delo ni njihova primarna stroka, a svojo zavzetostjo,
Najbolj dragocena je nagrada za življenjsko delo. Priznanje za dolgoletno predanost, vztrajnost in pomemben prispevek k razvoju muzejske stroke. Vse to so tudi odlike letošnjega nagrajenca za življenjsko delo. Zdaj že vemo, da je nagrajenec magister Ralf Čeplak-Mencin, ki se današnje slovesnosti žal ni mogel udeležiti, je pa rekel, da bo v mislih z nami in seveda smo mi tudi v mislih z njim. Muzeji in galerije so vedno znova postavljeni pred nove izzive, ki jih z vizijo, strokovnostjo in ustvarjalnostjo uspešno premagujejo. To smo se prepričali tudi mi iz komisije. So varuhi spomina in ustvarjalci novih povezovanj. Vsaka muzejska in galerijska razstava je edinstvena. Izraža se v samosvoji podobi in nosi neponovljivo zgodbo. Za razstavljenimi podobami in muzejskimi zgodbami stoji kustos ali pa skupina kustosov, ki skupaj z raznoliko ekipo sodelavcev snujejo in uresničujejo razstave. Ko od blizu spoznavaš svet nastajanja razstavnih projektov, se potrjuje spoznanje, da muzejsko delo ni le poklic. Je svet širine znanj, spoštovanja do kulturne dediščine, je svet predanosti in srčnosti. Vse to s svojim delom dokazujejo tudi letošnji prejemniki Valvazorjevih odličij. Priznanje vsem nominirancev, čestitke in poklon vsem nagrajencem. Čas je za podelitev častnih Valvazorjevih priznanj, ki jih bosta podelili predsednica Slovenskega muzejskega društva Maja Hakel-Saje in predsednica komisije Marjetka Balkovec-Debevec. Nagrajence in nagrajenke vabim, da v napovedi pridete na oder, ob prevzemu nagrade pa imate tudi možnost, da poveste kakšne besede. Častno Valvazorjevo priznanje prejme Aleš Lomberger za 40 let sodelovanja z muzejem in galerijami mesta Ljubljane pri ustvarjanju izjemne zbirke jedkanega stekla pri restauriranju in fotografski dokumentaciji o zbirki.
čovnov iz Cerkniškega jezera in izvajanjem spremljajočih aktivnosti pomembno pripomore k ohranjanju prvin izjemne kulturne krajine Slovenije. Lepo pozdravljeni. Ja, jaz se iskreno zahvaljujem za to nagrado. In najprej ljudem, ki je nama, da so vihčete, ker vse to pač jaz ne morem povedati. V glavnem, jaz sem tam zrastel, živim, podoživljam in z ljubeznjo resnično delam v to življenje. Pa če bomo zraven, pa še živimo, bomo odločeni na nekaj. Častno Barbazovo priznanje prejmeta dr. Teja Kolarnik-Jurkošek in dr. Bogdan Jurkošek za donacijo bogate zbirke 176 steklenih obtežilnikov za papir iz steklarn 19. in 20. stoletja v Pokrajinskemu muzeju Celje. Zakonca Jurkošek sta geologa, ki sta v svojem terenskem delu prišla v stik s steklenimi obtežilniki za papir, izdelanimi v pohorskih, kozjanskih in zasavskih steklarnah v 19. in 20. stoletju. To vrstni izdelki, ki so zaradi lepote in izvirnosti že zgodaj postali želen predmet zbiralcev, so spregledan del slovenske steklarske dediščine. Donatorja sta bogato zbirko, ki sta jih popisala in opremila s podatki o izvoru. Ob odprtju razstave in zdaj kataloga stekleni obtežilniki iz pregledana steklarske dediščine Slovenije podarila Pokrajinskemu muzeju Celje in s tem pomembno obnovila muzejsko zbirko. Da so se stekleni obtežilniki vrnili kraj, tam sodijo v samo središče, ki ga pokriva Pokrajinski muzej Celje, se pravi del Zasavja, Obsotelje, Kozjansko in obronki Pohorja. Tako da izbirajo tudi najne družine in v bistvu je to jedno tega glažutarstva in steklarstva. Hvala lepa. Častno Barbazovo priznanje prejme Klavdij Sluban za obsežno retrospektivno razstavo Nekje drugje tukaj in celotno razstavljeno zbirko, ki jo sestavlja 159 originalnih, certificiranih, signiranih in numeriranih fotografij, podarjeno muzeju in galerijam mesta Ljubljana.
Josipa Pankrca na Tržaškem in Istri in v Istri. Marko Manin je ustanovitelj in predsednik Srednjeevropskega inštituta za zgodovino in kulturo Josip Pankrc ter avtor knjižnice in razstave o Josipu Pankrcu v Narodnem muzeju Slovenije. Maninov prapraded Josip Pankrc je bil pomemben Slovenec v Italiji, rodoljuben politik, podjetnik, skladatelj, kulturni delavec, ki je s svojim delovanjem pomembno pripomogel k ohranjanju slovenskega jezika ter ugledu in napredku slovenskega naroda na Tržaškem in v Istri. Z ohranjanjem njegove zapuščine Marko Manin promovira slovensko kulturo in krepi sodelovanje med Slovenijo in Italijo. Vseh sodelavcev za tole priznanje Slovenskemu muzejskemu društvu, ki dokazuje dejansko, da je slovenska kultura in varovanje slovenske kulturne dediščine tudi pri nas v Italiji še vedno zelo živo in prisotno. In tole nagrado seveda delim tudi skupaj s sodelavci in kolegi iz Slovenskega narodnega muzeja, ki so omogočili res strokovno razstavo Miše Bavne Zgodovine pri Krstu. Najlepša hvala. Čestitke vsem prejemnikom častnih Valvazorjevih priznanj. Zdaj bomo podelili Valvazorjev nagrado. Valvazorjev nagrado prejme avtorska skupina, muzejska svetovalka Mateja Hrvat, učiteljici Jasna Šišek in Dušan Horvat ter sodelujoči učenci osnovne šole 1 Murska Sobota. Za občasno razstavo predmeti veselja v Murskem muzeju Murska Sobota, ki je z uspešnim pedagoškim programom malih poskusij in sodelovanjem s krajani pokazala na pomembnost družbene in povezovalne vloge muzeja v lokalni skupnosti. Razstavo predmeti veselja odlikujeta izvirna ideja in povezovalnost v izvedbi. Muzejski predmeti so s zgodbami interpretirani v kontekstih veselja in z njimi povezanimi šegami in navadami. Posebnost razstave je aktivno sodelovanje učencev osnovne šole 1 Murska Sobota in posameznikov iz lokalne skupnosti. Učenci so pod strokovnim vodstvom izbrali muzealije, jih preučili in opisali, sodelovali pri postavitvi razstave in prevzeli vodstvo obiskovalcev po razstavi. V projektu je muzej zaživel fotostojalno in povezovalno središče skupnosti. Najlepša hvala za nagrado. Posebnosti razstave je res bila, da smo obrnili malo pristop in sodelovanju povabili skupnost, učence, tako da smo delili vse te njihove zgodbe, poglede in verjamem, da je ravno to prepričalo komisijo. Tako da zahvala tudi učencem, ki so med nami in hvala. Vsem nagrajencem sledi podelitev Valvazorjevih odličij muzejskim delavcem za enkratne izjemne dosežke v muzejstvu. Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke prejme Mojca Ferle, muzejska svetnica v muzeju in galerijah mesta Ljubljane, za razstavo od korzeta do žaketa, oblačilni videz Ljubljančanov 1850-1950.
svojega znanja, zato da je lahko razstava s svojimi zgodbami in muzejskimi pripovedmi zadihala kot harmonična celota. Res najlepša hvala. Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke premije dr. Valentina Bevc-Val, muzejska svetovalka v Pokrajinskem muzeju v Mariboru, za razstavo mariborski slikar Edvard Lind. Občasna razstava sistematično ter vizualno privlačno prikazuje življenje in delo slikarja Edvarda Linda, v Hamburgu rojenega slikarja, ki je v Mariboru živel med letoma 1855 in 1904. Slikar je po več kot stoletju pridobil veljavo osrednjega mariborskega slikarja, zlasti portretista druge polovice 19. stoletja. Restaurirana slikarska dela izvrstno promovirajo ohranjeno muzejsko dediščino, posredujejo pomembne kulturne in zgodovinske podatke o življenju in vrednotah mariborskega meščanstva v drugi polovici 19. stoletja. Projekt bogatijo pedagoški in andragoški programi ter odličen razstavni katalog, razstava pa obiskovalce nagovarja tudi na razmisleku o pomenu portretiranja sodobnosti. V preteklih letih sem se tesno družila z Edvardom Lindom, skozi njegova slikarska dela, skozi primarne pisne vire in rezultat tega dela je občasna razstava in obsežna fotografija. Ob tem sem hvaležna dr. Sergeju Fišerju za drobne namige v sicer zelo skromnih omembah v njegovih tekstih, ki me je pripričal, da je tega slikarja vredno raziskovati. Prav tako sem hvaležna doktorici Mirjani Koren, direktorici Pokrajinskega muzeja Maribor, ki je v mojih predlogih prepoznala pravo stvar in podprla pripravo razstave in izdajo te monografije. Hvala vsem sodelavcem, ki so pri projektu sodelovali, prav tako pa iskrena hvala Valvazorjevi komisiji, ki je v mojem delu prepoznala trdo muzejsko delo, začinjeno z kančkom ljubezni. Valvazorjevo nagrado za
kolegice, spoštovani kolegi, izredno veselje je, da je kljub presežkom, ki smo jih ob razstavi beležili kot češnja na torti, prišlo tudi prepoznanje naših kolegov strokovne komisije, da smo naredili res velik in dober posel. Posel, ki je trajal kar nekaj let. V predprazniki pravzaprav smo še končali s projektom postovati vsa dela vseh držav, spravili nazaj v njihovo muzej, v njihovo domovino in naredili ničkega napako pri vseh tej zadevi, da smo za nagrado, da so kolegi za nagrado prijavili najo 2 in veliko veselje do teh, zdaj da tukaj piše tudi s sodelavci, kajti brez teh sodelavcev, Aleša Valenta, Ali Fajn, Dejan Pečaj, Nada Novačiča, Bruna Počevalja, ter staro absolutno ne bi bilo in da mi verjetno zdaj le še nekje se dogovarjali za izposojo. Hvala vam. Vsem prejemnikom Valvazorjevega odličja za enkratne dosežke. V letu 2023 je med Valvazorjeva odličja vpeljana kategorija Slovenski muzej leta. Prvi prejemnik tega odličja, Slovenski muzej leta 2025, je Muzej novejše zgodovine Celje s poudarkom na muzejskem kompleksu Fotohiša Pelika. Posebna je zgodba muzejskega kompleksa Fotohiše Pelika, ki se je začela leta 1997 s pridobitvijo in ureditvijo steklenega fotografskega ateljeja. V zadnjem desetletju so to muzejsko enoto razširili na celotno stavbo s celostno prenovo in njenim odprtjem za javnost aprila 2024 sta Celje in Slovenija pridobila dragocen muzejski in kulturno-umetniški objekt. Dokončanje tako pomembnega in zahtevnega projekta je zahtevalo izjemen trud in strokovnost vseh sodelujočih, predvsem pa avtorske skupine pod vodstvom direktorja muzeja dr. Tončka Kregarja, ki je projekt zasnovala, vodila, izvajala in tudi izpeljala. Stanovske kolegice in kolegi, člani komisije, na kratko, globoko počaščeni, globoko hvaležni in upam, da govorim tudi v imenu celotne ekipe, ki je večinoma danes tudi z mano, se malce tudi ponosni. Najlepša hvala.
Fedja Čeplar. V svoji bogati in dinamični karieri se je posvečal zlasti raziskovanju in predstavljanju zunaj evropskih zbirk ter njihovega pomena v slovenskem prostoru. Prispeval je k razvoju slovenske muzeologije s poudarkom na etnologiji in antropologiji v muzejih, ki jo je ustvarjal tudi z mednarodnim muzejskim prostorom. Aktivno je deloval v slovenskem muzejskem društvu, drugih stanovskih društvih doma in v mednarodnih združenjih. Pot muzealca je začel v Pokrajinskem muzeju v Ptuju, delo nadaljeval v Mestnem muzeju Ljubljana, pravo poslanstvo pa našel v Slovenskem etnografskem muzeju, najprej kot vodja muzeja neevropskih kultur v dvorcu Goričane pri Metodah. Po njegovem zaprtju pa se je leta 2001 usmeril v raziskovanje zbirk iz Azije, Oceanije in Avstralije ter ljudstev tega prostora. Prav predstavljanje njihovega načina življenja in stikov prebivalcev slovenskega etničnega ozemlja s prostori in ljudmi zunaj Evrope je bilo temeljno poslanstvo letošnjega nagrajenca za življenjsko delo. Njegovo prizadevanje za družbeno odgovorno muzejsko prakso se izraža tudi v delu z družbeno izključenimi skupinami, poudaril za pomen etičnega poslanstva sodobnih muzejev. Pri svojem delu se odlikuje po publicističnih in uredniških dosežkih, predvsem pa je avtor in soavtor številnih razstav, s katerimi je investiral pomembna vprašanja sodobnega sveta, kot so migracije, begunstvo in kulturna izmenjava, ter poudarjal humanistične vrednote in pomen medkulturnega dialoga. V očetovem imenu sprejemam to visoko nagrado za življenjsko delo z globoko hvaležnostjo in globoko častjo. Delo v muzejih in muzejskih organizacijah je veselilo in izpopolnjevalo in omogočilo mu je življenjsko poslanstvo, da se je treba boriti in spreminjati ta svet na bolje, ta svet, ki se nam danes zdi, da je iztirjen. Muzeji so zanj, oziroma zanj